Pozdravljeni, dragi prijatelji, tovariši in kameradi, dekleta Zala in vsi drugi močeradi. Lutkovna umetnost je tista kompleksna zadeva, kjer so združene vse zvrsti umetnosti in če otroku to v rani mladosti ponudiš, krepiš duha. In tako je ta množičnost, predvsem v severovzhodni Sloveniji, beležili so v 60-ih, 70-ih letih preko 400 ljubiteljskih skupin, nekako narekovala to profesionalizacijo, ki smo si jo potem izborili. Predvsem Tine z aktom o ustanovitvi, ob združitvi dveh ljubiteljskih skupin, ki sta že zelo dolgo delovali, Kulturno-umetniškega društva Jože Hermanko, ki je delovalo od leta 1948, in malega gledališča Lutke DPD Svoboda Pobrežje, ki je delovalo od konca 50-ih pa tja do združitve. In to ljubiteljsko gledališče je pravzaprav svojo tradicijo nadaljevalo, sprva izključno z predstavami za najmlajšo publiko. V sezoni 74-75 smo začeli igrati prve predstave v starem Lutkovnem gledališču na Rotovškem trgu v Mariboru, nad Mariborsko knjižnico. Tam smo tudi danes, bomo rekli, se spomnili tistih časov in smo dopoldan že odigrali legendarno Žogico na rogico dvakrat in so bili tako lepi občutki še vseeno, kljub temu, da se danes nahajamo v tej prečudoviti zgradbi. Bil sem takrat brez službe, slučajno sem bil prvi zaposlen in to je bil moj začetek profesionalne lutkarije v Mariboru. Pri eni taki stvari, ko ti sodeluješ, pa ko ustvarjaš, je malo nostalgije, če pomisliš, da smo v bistvu začeli z nič. In kaj jaz vem, žal mi je celo to, da nisem skozi ostal pri tej zadevi, samo pač prilika je nanesla, da sem nekaj drugega začel, ampak vedno sem bil, tudi ko sem delal kot obrtnik, sem bil tudi, ker moji kolegi so bili v Lutkovnem, so me včasih rabili, pa sem tudi kakšen projekt pomagal narediti, vmes tudi, ko nisem bil več tu. V staro Lutkovno gledališče sem prišel, takrat smo bili v tehniki 3 člani in smo delali vsi vse. Se pravi, delali smo sceno v delavnici, na odru pa osvetljevali in se ukvarjali tudi s tonom, z prenašanjem scene, skratka za vsem, kar pač sodi v gledališko tehniko. Bilo je prijetno, bilo je mala dvorana, fajn vzdušje, mali kolektiv in seveda ni pa bil tako opremljen, kot je zdaj ta naša nova dvorana, novo gledališče. V prejšnjih prostorih, bom rekla, v prejšnjem dojemanju Lutkovnega gledališča smo nekako izvajali predstave, ki so bile sicer likovno izredno lepe, čiste, vendar so bazirale bolj na verbalnem sporočanju z pomočjo lutke. Danes je pa lutka sama tista, ki govori kot nek predmet, ki ga premikamo v prostoru. To je bilo pač tako, odziv publike je bil pomemben, ker če si ti videl, da publika te nekako ne šteka, si pač tudi z odporom igral tako predstavo, ampak se vas spomnim, recimo Rokomavhe smo igrali, to je bila predstava polna smeha, tu so bili takšni gegi v predstavi, da nisi mogel niti stavka do konca povedati, ker so otroci tako smejali, da te potem niti slišali. Pogrešate, kdaj se vam kdaj stoži po starih prostorih? Včasih ja. Včasih kar nastane da je kakšna slaba volja ali pa ne vem, eno tako vzdušje, ko rečemo, kak je bilo luštno takrat v starih prostorih, ampak hitro to preskočimo, pozabimo oziroma realnost je tu takšna, kot je, in je treba takšno sprejeti. Pojdi se igrati drugam! Mi v starem Lutkovnem na Rotovškem trgu, pa tudi v Kamnici, ko sem delal,
z marionetami nismo mogli kaj dosti delati, zato ker ni bilo pogojev. Pogoje imamo tu za marionetno oder. So pa naporne, je Vajkova vse preglavic, pa kaj, mi nismo bili, v bistvu smo bili lutkari, nismo bili igralci, in potem so nas, kot temu rečemo, slekli, so paravan odmaknili in smo se mogli publike pokazati tudi z svojim telesom. Danes se na odru pojavljamo res v vseh vlogah, kot živi dramski igralci, plešemo, pojemo. Dejansko lutkar v današnjem času je multipraktik. Jaz sem že začela v starem gledališču. Pravzaprav sem jaz v bistvu prva iz te mlade generacije, ki je prišla. Tako da sem malo razbila ta stari kolektiv, ne. Vse od leta 1974 je Lutkovno gledališče Maribor sobivalo z Mariborsko knjižnico na Rotovškem trgu. Vse od takrat so bile prisotne težnje in tihe želje po novih, udobnejših in večjih prostorih. Novo Lutkovno gledališče so poskušali vzpostaviti mnogi. Bredi Varli je nazadnje le uspelo. Ob odhodu naše direktorice, gospe Katarine Klančnik-Cutar na porodniško, sem to prevzela z namenom, ker sem rekla Pikola. Mojemu možu Tinetu ni uspelo, Katarina se je borila, ni uspelo, jaz sem pa po osnovni izobrazbi vendarle arhitektka in pa če ne bomo zdaj tega teatra postavili, potem ga Maribor in širša regija nikoli ne bo imela. Zagriznila sem v to jabolko, ampak ne bom rekla, da je zdaj moja zasluga, niti slučajno. Ampak očitno je dozorel čas, dozorela je politična situacija. Krasne nove ideje so obstajale, plemenitile so se skozi leta, ampak bilo je treba na nek način zagotoviti pogoje, da se jih je dalo realizirati. In poleg razširitve programa, kar se seveda ponuja takoj na prvi pogled in na prvo žogo, je bilo seveda potrebno tudi spremeniti strategijo nagovarjanja publike z nekoliko bolj pogumnimi posegi v lutkovno umetnost, pa včasih tudi s prehajanjem po robu. Skrivnostni prostori nekdanjega minoritskega samostana iz 13. stoletja na obrežju Drave na Lentu postanejo v letu 2010 krasno novo domovanje Lutkovnega gledališča Maribor in njegovih ustvarjalcev. Velika dvorana ima prostora za približno 280 ljudi, tudi zelo moderno, tehnično opremljena, tako kot smo že prej rekli, ena lepših, ali se ne najlepših, daleč naokoli. Na kar se so zgodili minoriti in tu pa mi je tako krasno, da verjetno nem šel v penzijo, da bom kar ostal v teatru, ja. Mojca to krasno fura in hiša je krasna in mislim, da jaz sem prepotoval po teatrih Evropo in Balkan, ampak mislim, da imamo najlepši teater v Evropi. To je definitivno. Drugače predvsem velikost odra, višina reflektorja, tam smo bili omejeni s prostorom, vse je bilo precej nizko. Tudi reflektorji so modernejši, tudi ti moving lights, reflektorji, se pravi gibalni. Tonska oprema je tudi bistveno večja, boljša. Delo je pa mogoče celo bolj zahtevno. V razredu imamo novo punco. Olala! V razredu imamo nekega fanta, bučmana! To, kar se nam zdi pomembno seveda in osnovno je, da na oder stopamo z eno odgovornostjo do gledalcev. Umetnost je, vsaj po mojem prepričanju, zavezana komunikativnosti. Posebej seveda v javnem zavodu, kakšni, ne vem, hermetični eksperimenti pravzaprav niso na mestu. Te si lahko privoščimo skozi dodatno tako imenovano off-produkcijo, kjer skušamo preizkušati nove in drugačne odrske forme,
ampak v repertoarnem delu, ki je pač naš glavni del ustvarjanja, pa gre seveda predvsem za komunikativnost. Če nimamo kaj povedati, potem pač na oder ne stopamo in se mi zdi to dosti bistveno. Umetnost je tista, ki nekaj govori, ali nas prepričuje, ali kriči v nas, ali nam šepeta kot gledalcem, ampak to je tisto, kar je osnovno vodilo. Ein solcher Verspittung darf sich. Kaplan, ein Messer. To je bil naš igralec Miha Bezeljak, ki drugače igra tudi v tem procesu. Mogoče bi si želel, da bi bil malo bolj podkovan lutkovno, ker na akademiji nismo nič imeli, se pravi, da bi mogoče še takrat začel se s tem ukvarjati, da bi videl, kaj to sploh je. Ker tako sem se pa ukvarjal s tem sproti, ko smo delali predstave. Recimo zdaj, ko delamo z Matijo Savcetom, pa je dosti ročnih lutk, se pravi tole, in mi je to mi dosti dogaja. Jaz mislim, da smo se zelo dobro ujeli. Zdaj, ti, ko prideš iz akademije, ti imaš sicer neko začetno znanje, ampak to ni tisto, kar pridobiš z leti in leti dela in izkušenj. Tako da jaz to zelo cenim in sem hvaležna, da imam možnost delati s tako izkušenimi lutkarji, od katerih se vsak dan učim. Jaz mislim, da je lutkovno gledališče, čeprav to ni glavna zvrst gledališča, je to manjša zvrst gledališča, reče se mu pogosto tudi gledališče manjših form, ker pogosto gre za bolj intimne predstave, ampak mislim, da je izjemno pomembna zvrst gledališča in to, da imamo mi v Mariboru svojo hišo, kjer lahko ustvarjamo, je resnično velika stvar, za katero moramo biti hvaležni in jo moramo ceniti in peljati naprej. O, zmrdek. Neumna? Ti pa smrdiš. Ja, ti si pa grda. Ti pa tako smrdiš, ko so se vsi sosedi preselili. Ti si pa tako grda, da se še mleko skisa, preden ga spiješ. Nahajava se tukaj torej na sceni za predstavico Zmrdica in Zmrdek, v kateri ti igraš torej Zmrdica. Pa naj te za začetek torej vprašam, koliko mora biti igralec, lutkar, animator, ki dela v lutkovnem gledališču, igriv? Jaz mislim, da mora biti lutkar, animator zelo igriv, ker ga v predstavah zmeraj čakajo take preizkušnje, da mora veliko skakati, se sklanjati, stegovati, in seveda biti dobre volje in igriv, ker dela predstave za otroke. Ker mislim, da otroci ne bi radi gledali depresivnih predstav. Različni pristopi, še tako zelo premišljeni ali teoretično utemeljeni in motivirani, se zaletijo v zid, če se ne prepustijo eni svobodni ustvarjalnosti in če si ne dovolijo prekipeti malo čez rob, tako kot otroci med igro, recimo. Igrivost se mi zdi en tak princip, ki nam ga na splošno v življenju manjka, lutkovna umetnost pa brez njega umre. Prosti. Jaz sem zdaj lutkar meseca. Prosti. Prosti, Lutkar meseca. Samo malo. Da se uredi lutkar meseca. Mi namreč vsak mesec nas direktorica za nagrado najbolj pridnega za en mesec postavi v izložbo. Malo zamišljite. Zamišljite malo vsi. Očke zapret. Dobro? Lahko odprete. Pedagoški program smo lahko prav zares začeli razvijati komaj s selitvijo v nove prostore. Tukaj imamo krasne pogoje tudi za to plat, za to vrstno delovanje. Pedagoški programi so izjemno dragoceni, ne samo za to, da otroci v tistem trenutku nekaj novega spoznajo ali pa naredijo lutko ali pa kakorkoli se še z neke druge zornega kota srečujejo z lutkovno umetnostjo, pač pa dolgoročno vzgajamo in kažemo otrokom, na kak način vse lahko gledajo
ali pa spremljajo lutkovno umetnost in vzgajamo neke gledalce, ki bodo prav gotovo nam ostali zvesti, tudi ko bodo prerasli predstave 3+, 5+, ampak upamo, da bodo prihajali k nam gledati tudi predstave namenjene mladini in odraslim. Pač zelo fino, ko vidiš, da otroke pritegneš, da jih zanima, da začnejo razmišljati o predstavah, ne samo o vsebini, pač pa tudi o načinu, o tem, kako pride sploh do predstave, da spoznajo, kako izjemno kompleksen proces stoji zadaj, da je to, da ti prideš na predstavo in pogledaš 45 minut zanimivega umetniško dovršenega dogajanja, da je to samo zadnja postaja v enem izjemno dolgem in zapletenem procesu. Opozarjamo jih tudi na druge, ki so vpleteni v te procese, na ostale funkcije, na poklice, skratka na vse, kar se v gledališču zgodi do trenutka, ko ti kot gledalec vstopiš v ta proces. Zdaj, to je pa naša tehnična ekipa, izdelovalci lutk, scene, šivilja, ki so tukaj, zdaj počivajo, ne, in ob čajčku in so pripravljeni na kakšno vprašanje, če ga imate za njih. So pa tu Mojka, Jason, Darka, Primož, vsi naši izdelovalci. Ni nam lahko, mi se rečemo to. Škok me zdaj vroče. Kdaj pa delate potem? Ko ne počivamo. So me povabili, ker sem pač prej delal večinoma iz lesa, igrača igrala za otroke in takrat smo delali predstavo Rdeča kapica, kjer so bile lesene namizne lutke in takrat smo začeli sodelovati. In takrat se je začela vaša ljubezen do lutkovnega gledališča še večja, ne? Ja. Mislim, je tako kreativno delo, tako da vedno izumljaš neke nove sisteme, mehanizme. Sicer obstajajo neke zakonitosti za vsak tip lutke posebej, ampak tukaj je vedno treba izumljati neke nove načine, da potem lutka oživi. Pri tem ustvarjanju je vedno, mislim, pol je tehničnega znanja in pol kreativnega. In včasih je težko oboje združiti in je treba sprejeti kakšne kompromise. Avtor izrazi svoje ideje, pol pogledamo, kakšne so skice, predebatiramo, a je to ok, kva manjka, oziroma kaj se da spremeniti, kaj se da nadgraditi, kaj je mogoče dati ven. Pol se grejo zbirati materiali, pač najprej tle malo pogledamo, če imamo kaj še na zalogi, drugače pa se kar pol odpravimo nabirati materiale. Včasih se naredijo tudi kakšni stylingi, se pravi, da se tudi uporablja kakšne second hand trgovine. Lahko spogovorimo o nekem povprečju, recimo kostumov na predstavo. Včasih imajo tudi, mislim, tudi lutke, ne, svoje kostume, tudi to vi delate, se pravi miniaturne verzije in maxi verzije, kaj ne? Ja, to je spet specifično od predstave. Recimo zdajle za lansko leto smo tudi delali, se pravi, ta prva predstava je bila Piskač in sicer tam je bil za igralko en kostum, ampak je bilo dosti drugega šiviljskega dela, recimo se je naredil en ogromen patchwork, plus vse zavese, pač vsi dodatki, kar so bili tekstilni. Pol takoj naslednja je pa bila recimo Maček z vrečo v potečo, ki je bilo pa res ogromno kostumov. Izvedba je pa bila v enem mesecu, tako da takrat smo pa garali k norci. Takrat je bilo pa od sutra do sutra. Da vidiš pol tisti končni izdelek in z igralci in z tekstom in z celo sceno v bistvu je pol tisto zadovoljstvo na koncu, ki ga dobiš, ki si vložil pač neki trud in svoje delo in včasih tudi solze. Kaj si kaj jezen na kaj. Ja, to je pač pol darilo na koncu, no, da vidiš, kako pol izgleda celotna zadeva. To je naša nova letošnja pridobitev zunanji auditorij, ki je letos zafunkcioniral z festivalom Lent, kjer so se dogajale gledališke in jazzovske predstave in seveda z našim poletnim lutkovnim pristanom, ki ga že tudi mi leta in leta organiziramo.
mislim, najbolj zanimivo je to, da ta množica otrok in staršev, skoraj 600 jih je bilo, ali čez 600, je isto doživljala predstavo kot takrat pred leti, ko smo jo prvič igrali. Slišiš, babica, žogica, malogica? Dedek, zdaj razumem. Zaradi lončka je... Ja. In ko sem tako vohal in vohljal, jaz sem zavohal nekaj, kar mi ni bilo prav nič všeč. Kaj si zavohal, povej? Kaj si slišal? Povej. Jaz zavohal sem, slišal sem, kako je tudi mimo letel zmaj tolovaj. Red mu je šuštev in šumel in Spopad je bil kratkotrajen in hiter. Ja, šli smo v napad. Takoj, ko je bilo treba, dobili smo ukaz našega generala, gospoda Trstenjaka, da napadamo in takrat smo napadli. Brez usmiljenja. Brez usmiljenja. Takoj. Ja. Žrtev še ni bilo. Mislim, da smo osvojili ozemlje. Absolutno. In da... Da se vračamo. Tako. Skušamo pač Maribor še naprej, tako kot je bil že doslej, razvijati v en center, kjer je lutkovna umetnost doma in kjer imamo res tudi izjemno že izobraženo, zvesto, dragoceno lutkovno občinstvo. To je treba poudariti in dati tudi priznanje ljudem, ki radi zahajajo ne samo kot tisti, ki pripeljajo otroke, ampak tudi kot oni sami, kot gledalci vstopajo v naše prostore. In vas vabim, da greste za menoj v našo spovednico. A grem jaz tudi? Lahko greš z nami, lahko nas pa počakaš tamle, ko je voda. Brez strahu ni se treba ničesar bati, če nimate velikih grehov. Desno roko moraš dati to. Mogoče bo kako presenečenje. Ja, ich verstehe, ja. Aha. Zu wenig im Puppentheater gehen. Aha, premalo hodite v lutkovno gledališče. Du musst mehrmals kommen. Večkrat morate priti v lutkovno gledališče. Gospod! Se prav enkrat pogovarjala z eno dramsko igralko, ki mi je rekla, veš kaj, ti imaš res srečo, da delaš v lutkovnem gledališču. Ker zdaj, ko je ta kriza, pa vsi so pametni, pa vsi hočejo ukiniti kulturo, ampak ti imaš pa smisel, ker dejansko otrokom daješ prvi stik z gledališčem, hkrati jih lahko tudi izobražuješ, če je predstava taka, jih zabavaš, jih popelješ v nek nov domišljijski svet in hkrati tudi njihovo domišljijo v bistvu spodbujaš. Nobenega vina ne vidim.